sanjali toliko časa, 250 metrov, nov svetovni rekord Petra Prevca. It's amazing. Lep pozdrav vsem poslušalcem, moje ime je Matej Petek, tole pa je pred uvodom v malce daljši in bolj podroben podcast, kratka analiza nocojšnje tekme, zadnje pripravljalne tekme Dallasa, pred začetkom sezone, rednega dela sezone, ki se začne v torek, v sredo pa nato že Dončić z Dallasom gostuje v Phoenixu, kjer bo Luka odigral tisto prvo pravo NBA tekmo na srečanju, ki ga bo prenašal tudi ameriški medijski gigant ESPN, tekma, ki zbuja veliko pozornosti, zaradi tega, ker se bo namreč na njej Luka udaril z glavnim protikandidatom za naziv novinca leta, prvim izborom letošnjega drafta, DeAndrejem Aytonom. In to bo odličen test za oba novinca, da pokažete, iz kakšnega testa sta, in oba novinca sta že v tem pripravljalnem obdobju navdušila, dokazala, da pravzaprav z razlogom sodita med glavne kandidate za naziv novinca leta. Tudi na stavnicah sta one dva tista, ki ima stavnice dajo največ možnosti za naziv novinca leta. Na večini stavnic je Luka malce pred Aytonom, z Blažem Bertalaničem pa bova v tem daljšem delu podcasta analizirala, kakšne so možnosti Luke za ta zgodovinski uspeh. Ali lahko nadaljuje pravljico iz Eurolige, ker se je poslovil z MVP nazivom tudi v NBA ligi. Vse napovedi, torej Dončićeve statistike, njegove sezone, možnosti za novinca leta, zakaj morda kljub izvrstnemu začetku bi znal to nagrado mu odnesti ravno že omenjeni Ayton. O vsem tem pa več v tistem drugem, daljšem delu. Ne spreglejte pa tudi podcasta o Goranu Dragiću in Miamiju, kjer pa sva z Blažem bolj podrobno spregovorila o menjavi, ki se pripravlja, pričakovani menjavi Jimmyja Butlerja. Ali bo Goran ostal v moštvu, ali bodo prav njega menjali za Jimmyja Butlerja, dobre, slabe strani tega, tudi o tem bova več spregovorila. Tudi Goran je po noči igral zadnjo pripravljalno tekmo z Miamijem in naslednjo sredo, tako kot Luka, igra prvo tekmo rednega dela sezone. V tej kratki analizi na samem začetku pa, kot sem že obljubil, več o tej zadnji pripravljalni tekmi, in tukaj se bom lahko navezal tudi na tisti daljši del podcasta, ki sledi takoj za to kratko analizo. Preden pa začnem, bi vas pa samo na hitro še pozval, če lahko na YouTubeu všečkate tale posnetek, če se lahko na YouTubeu tudi naročite na naš kanal Sportinfo.si, če lahko isto storite tudi na naših SoundCloud in iTunes platformah, kjer lahko prav tako glasujete in morda pustite kakšen komentar in všeček in se seveda naročite. Tega bomo namreč zelo hvaležni. Zdaj pa kar, da ne bom dolgovezil, veselo na delo z analizo. Luka Dončić je namreč navdušil zopet še četrtič v tem pripravljalnem obdobju. Na domači tekmi proti Charlotte Hornetsom v 31 minutah dosegal 18 točk, 4 skoke, 4 podaje, 3 ukradene žoge in samo 1 izgubljena žoga. 6-14 skupni met iz igre, 4-10 za 3, vrgel je kar 10 trojk in 40% izkoristek pri trojkah je več kot zadovoljiv. Tudi njegov met iz igre zopet dober, in kar lahko spet izpostavimo je to, da samo 4 podaje niti približno ne odražajo kvalitete in količine vseh njegovih podaj. Namreč soigralci so že zopet zapravili celo vrsto odličnih podaj, kjer jim je kot na pladnju žogo serviral, samo pospraviti bi jo bilo potrebno v obroč, in igralci, soigralci njegovi so tudi tokrat zgrešili, v nekaj primerih celo nemogoče. In zagotovo se bo njegova statistika podaj, ko se začnejo prave tekme, popravila in bo ujela dejansko stanje, ki ga vidimo. Torej ogromno podaj, po katerih nasprotnik stori osebno napako in s tem prepreči 100% koš, tudi ogromno hokejskih podaj, tako imenovanih hokejskih podaj zbere. Ob tem pa tudi še kopico podaj povsem samim soigralcem na trojko. Tudi danes je navdušil z enim čudovitim prodorom in preigravanjem, nas se navlekel 4 igralce, podal povsem samemu soigralcu v kot za trojko, ki jo tisti dobri tricaši zadevajo s 50%, in Wesley Matthews je nažalost grešil in zapravil odličen video vrhunec, tem highlight, ki bi zagotovo tudi zaokrožil na družbenih omrežjih. Tako
kot je kar nekaj Dončićevih nocojšnjih akcij zaokrožilo, že zažgalo na vseh mogočih družbenih omrežjih, cela vrsta preigravanj, atraktivnih step-back trojk, protinapadov, coast to coast, alley-oop podaj, čudovit pick and roll z DeAndrejem Jordanom. Vse, kar smo videli že na teh tekmah, na prejšnjih tekmah, smo videli tudi na tej zadnji pripravljalni tekmi. Dončić je pripravljen na NBA ligo, Dončić bo že v prvi sezoni dober igralec. Kako dober igralec? To pa zaenkrat nam preostane, da vidimo in lahko zaenkrat samo še ugibamo. Namreč, če beremo vtise predvsem specifično navijačev Dallasa na družbenih omrežjih, recimo na največjih forumih, kjer Dallasovi navijači puščajo svoje komentarje, je glavna pritožba nad Luko Dončićem v tem pripravljalnem obdobju in tudi po tej zadnji pripravljalni tekmi ta, da Luka nima dovolj žoge, da ga soigralci ne iščejo dovolj, da mu ne podajajo dovolj, da ne organizira dovolj napadov, da ne igra dovolj pick and rolla z DeAndrejem Jordanom, ker namreč, ko Luka vse to počne, se zgodijo dobre stvari za moštvo. Tudi recimo ta nocojšnja tekma, na koncu so jo Mavericksi sicer izgubili, 123 proti 118 je bil rezultat, vendar prva peterka Mavericksov je povsem nadigrala prvo peterko Charlotte Hornetsov, slabo pa so odigrali tisti rezervisti in verjetno se ravno sedaj pozna malce krajša klop Dallasa, namreč ne igra Harrison Barnes in ne igra tudi Dirk Nowitzki, dva igralca. Barnes bo začenjal tekmo v prvi peterki, Nowitzki pa bo verjetno tisti šesti mož, prvi mož sklopi in tudi vsaj glede na lansko sezono, če potem sklepamo, še vedno dobil kar veliko minutažo in seveda, če bo igral tako kot lani, tudi še prispeval k potencialnemu uspehu moštva. Prva peterka je na tej nocojšnji tekmi, če gledamo samo plus minus, torej razliko, ki jo ustvari posamezen igralec, ko je na parketu. Prva peterka, Finney Smith plus 18, DeAndre Jordan plus 10, Luka Dončić plus 15 v 31 minutah, torej ko je bil on na parketu, je ekipa Dallasa zmagovala za 15 s 15 točkami razlike. Dennis Smith Jr. plus 18, Wesley Matthews tudi plus 18, torej vsi igralci prve peterke visoka dvoštevilčna razlika. Potem pa druga peterka, Brokov minus 23 v 19 minutah, Barea v 16 minutah priigral zaostanek za 16 točk, Harris 17 točk minusa, Maxi Kleber samo v 7 minutah druge četrtine minus 14. Ko se ekipi pridružita Barnes in Nowitzki, bo tudi rotacija nekaj globja in verjetno take diskrepance med prvo in drugo peterko, torej med recimo Brokovom minus 23 in igralci prve peterke, recimo Dončićem plus 15, je skoraj 40, med nekaterimi pa 40 pik razlike. Tako da to se bo nedvomno spremenilo, ampak če se vrnem na tisto, kar sem že omenil, ta glavna pritožba navijačev Dallasa je to, da Luka nima dovolj žoge. To je tudi stvar, tema, kateri sva se malce bolj podrobno posvetila z Blažem. Namreč ravno zaradi tega morda Luka ne bo postal novinec leta, če gledamo samo ta ciklus pripravljalnih tekem in njegove glavne protikandidate, kot sta DeAndre Ayton in recimo tudi Trae Young. Dobivali bodo precej več dotikov in imeli več usage rate, torej udeleženi bodo v večjem deležu napadalnih akcij kot pa Luka Dončić, vsaj če domnevamo, če sklepamo po pripravljalnih tekmah. Predvsem tisto, kar je zopet zbodlo v oči, recimo navijače Dončića in tudi Dallasove navijače, to, da Dončić vendarle ni tisti primarni playmaker, ni prvi play ekipe, temveč je to Dennis Smith Jr., ko pa Luka igra recimo z preostalimi organizatorji Dallasa, to sem že zadnjič omenil, Dallas ima celo vrsto organizatorjev enk, klasičnih, tradicionalnih enk, ki lahko igrajo samo na položaju ena, predvsem zaradi svoje velikosti. Tukaj govorimo seveda o Dennisu Smithu Jr., JJ Barea in še letošnjemu izboru tudi na draftu, poleg Dončića, Jalenu Brunsonu. Vsi lahko igrajo samo na položaju ena, Luka pa seveda lahko igra od 1 do 4 na katerem koli položaju in v obrambi več ali manj pokriva tisto, kar sem že zadnjič omenil, samo štirke, včasno trojke, prevzema tudi dvojke, enke. V vsakem primeru na obeh straneh parketa je pokazal tisto, kar vse nas je navduševalo že v Evropi, njegovo izjemno prilagodljivost, sposobnost, da igra na katerem koli položaju, ampak to ga lahko na koncu še tudi nekaj dotikov žoge,
ker Barea, Jalen Brunson in predvsem seveda Dennis Smith Jr. so tisti, ki več ali manj ves čas prenašajo žogo in začenjajo napade. Vsekakor sem jaz pričakoval, da bo Luka več časa tudi prenašal žogo, začenjal napade, organiziral akcije in igral kot enka tudi v napadu. No, v obrambi vemo, pokriva više igralce, ampak igral kot enka v napadu, kar recimo lahko opazimo, da so daljša obdobja na tekmah, ko je Luka v kotu, ko igra na položaj 2, 3, časno 4, kot recimo tista sedaj že kar tradicionalen položaj v košarki, stretch four, štirka, ki raztegne malce prostor, odpre branilcem prostor za prodore in potem po podajah zaključuje akcije s trojkami. Vendar tudi tukaj recimo se vidi, da v določenih situacijah mu soigralci ne zaupajo še dovolj. In če bi domnevali samo po teh pripravljalnih tekmah, kot sem že omenil, deležu napadalnih akcij, ki jih porabi Luka, številu dotikov žoge, ki jih ima, številu prenosov žoge, ki jih ima, in to potem primerjali recimo z Aytonom in Youngom, sta ona dva vsaj po teh trenutnih podatkih pred Luko. Imata večji usage rate, porabita večji delež napadalnih akcij. Ayton seveda kot center ne prenaša žoge, ampak dobi pa ogromno dotikov. In tudi več kot dovolj metov in enako pa seveda velja za Younga, ki bo pa v Atlanti praktično ves čas imel žogo pri sebi. Vendar Phoenix in Atlanta sta dve moštvi, ki naslednjo sezono se ne bosta, je povsem jasno, se ne bosta borili za končnico, oziroma je Dallas v precej boljšem položaju in nekateri Dallasu napovedujejo tisto borbo za recimo tisto zadnje 8. mesto nekje na zahodu, da bodo recimo ves čas nekje na tisti 9., 10. poziciji in dovolj blizu. Zato si seveda Luka ne bo mogel dovoliti, kar bo želel. Predvsem pa je ekipa bolj konkurenčno sestavljena z večjimi playmakerji in se bo tudi statistika porazdelila med več različnih igralcev. Predvsem, ko govorimo seveda o podajah, to sem že omenil, zopet tudi danes te 4 podaje niti približno ne označujejo dejanskega učinka Dončića, njegovega playmakinga, tega, koliko pozornosti mu obrambe, nasprotne obrambe že posvečajo in koliko prostora pravzaprav svojo igro omogoča soigralcem, koliko povsem neoviranih metov. Vse, kar smo pričakovali od Luke, je pravzaprav na teh pripravljalnih tekmah, vključno z nocojšnjo, tudi prikazal in še dvignil pričakovanja, ki so bila že tako ali tako izjemno visoka in hype, ki je bil že tako ali tako na samem vrhuncu, je sedaj še večji in navijači si že oblizujejo usta, se že nestrpno pričakujejo tisto prvo tekmo rednega dela, na drugi strani pa hejteri, ki jih pa tudi ne manjka, in dvomljivci, ki jih tudi na drugi strani Atlantika ne manjka, pa že brusijo nože na družbenih omrežjih. Namreč ne smemo pozabiti, da Luka vendarle ni bil prvi izbor drafta, da nekdo, ki pri 19 letih v Evropi osvojil vse in postal MVP Eurolige, ni bil dovolj dober, da bi ga izbrali kot prvega na draftu, oziroma so ocenili, da so drugi igralci boljši. In ni bil tudi drugi izbor, Vlade Divac, ki v preteklosti recimo celo delal za Real in odlično seveda pozna evropsko košarko, ga kot generalni direktor Sacramento Kingsov ni izbral, in ko so Divca vprašali na tiskovni konferenci po draftu, vprašali, zakaj je izbral Marvina Bagleyja, je on brez dlake na jeziku dejal, je boljši igralec, je bolj talentiran igralec in je bolj primeren za našo ekipo. Preprosto. In tudi recimo tehnično, pravno, formalno na 3. mestu Atlanta Hawks in njihov GM Schlenk tudi ni želel Luko. Če bi ga seveda on prepoznal kot generacijskega igralca, ki bo spremenil njegovo franšizo in jih popeljal do novih višin, potem bi ga seveda obdržal in ga ne bi zamenjal za Treja Younga in še Pik, ki lahko postane še en odličen igralec naslednjo sezono. Luka pa moral svojo odlično igro in seveda s tem, če popelje on Dallas, če pomaga Dallasu v končnico, kar bi bila seveda prvovrstna senzacija, s tem bo seveda poskrbel tudi, da bo ta Pik, ki ga je Dallas dal Atlanti, zanj naslednjo sezono zelo slab in se bo spremenil v kakšnega slabega igralca in potem bo seveda Dallas zmagovalec te menjave. Zaenkrat pa ne moremo še trditi, kdo je zmagovalec, ker nam je tudi Trae Young
je solidno igral na pripravljalnih tekmah, dobro je, on ima svoje težave, gre za izvrstnega podajalca, za Luko bi rekel celo drugega najboljšega podajalca na letošnjem draftu in obenem tudi ostrostrelca, ki lahko zadane iz 10, 11, 12 metrov, tudi pogosto meče Curryjevskega ostrostrelca, mnogi so ga na koledžu primerjali s Curryjem. Jank je sezono končal kot prvi igralec v zgodovini, bogati zgodovini NCAA lige, ki je bil prvi strelec in obenem tudi prvi podajalec te univerzitetne lige. Ejton je pa tudi brez problema tam imel povprečje več kot 20 točk, več kot 10 skokov in tudi od Daytona mnogi pričakujejo, da bo nadaljeval s podobnimi predstavami in tudi on je navdušil, če gledamo samo statistiko, je imel v teh pripravah on najboljšo statistiko, ampak Luka se nima ničesar zasramovati, tudi njegova statistika je odlična, samo malce manj dotikov je dobival in to je tisto, kar bo morda na koncu tudi odločilo to bitko za novinca leta, ker namreč v novincu leta več ali manj odloča samo individualna statistika, uspeh moštva, vsaj če gledamo v preteklih, v zadnjih letih, je bil ponavadi tako na 3. ali 4. mestu pomembnosti ali pa stvari, ki jih gledajo. Tista prva in najpomembnejša stvar je samo gola, surova statistika in za Luko na teh 4 pripravljalnih tekmah statistika pravi, da je igral nekaj manj kot 30 minut, dosegal 15 točk na tekmo, ob odličnem 47,5% metu iz igre, pravzaprav še boljšem metu za 43,5, ni višji procent, ampak 43,5% s trojke je izjemen met. Potem še 5 skokov, 3,5 podaj, 1,5 ukradene žoge in 1,3 blokade, malce preveč izgubljenih žog, ampak to recimo, da je bila to anomalija na prvih 3 tekmah in je ta ena izgubljena žoga na zadnji pripravljalni tekmi že boljši pokazatelj tega in pa seveda, kot sem že večkrat omenil, asistence se mu bodo zagotovo dvignile, ampak ob takih odstotkih bi seveda Luka lahko imel še več metov, vrgel še večkrat, organiziral še več napadov, odigral še več pick and rollov z DeAndrejem Jordanom, ampak Carlisle stremi k nekem uravnoteženem napadu, ki seveda lahko, če bodo ostali igralci sprejeli ta koncept, prinese rezultate, ampak moram reči, da Luka še vedno razmišlja kot pass first igralec, kot organizator, ki najprej išče podajo in šele pol priložnost za lasten met. Na drugi strani pa Dennis Smith Jr. razmišlja bolj kot shoot first igralec, torej igralec, ki najprej išče priložnost za lasten met in šele potem priložnost za podajo. In če bo res Dennis Smith Jr., tako kot na teh pripravljalnih tekmah, bil tisti primarni playmaker, tisti igralec, ki bo več kot Luka prenašal žogo, začenjal napade, več časa tudi obvladoval žogo, bo moral malce več tudi pogledati proti Luki. Sej, na nek način smo verjetno domači slovenski navijači, tudi pristranski, ampak ravno zaradi tega sem šel pogledat recimo forume in družbena omrežja Dallasovih navijačev in njihovi vtisi so bili podobni kot recimo te slovenskih navijačev, da bi Luka lahko dobil večkrat žogo in da bi ga lahko tudi Dennis Smith večkrat poiskal pri kakšnem metu, prav tako pa Bareja. To je pa tisto, kar jim pa morda še bolj bodlo v oči, da je Luka bil še bolj zapostavljen, ko je igral z drugo peterko, z Barejo in Harrisom, s katerima bo verjetno, če ne bo igral z Dennisom Smithom, bo verjetno igral z Barejo na parketu in Bareja je pa, on pa išče samo centra in Harrisa. To sta edina dva igralca, ki jih vidi na parketu. In je recimo rahlo moteče, če sili žogo v pick and rollu, recimo Majorju, ki je predtem zgrešil že par metov, ima pa na krilu povsem samega Dončića za recimo sekundarno opcijo ali pa povsem odprt met in s časom, če bo Luka nadaljeval s takimi igrami, seveda, ni dvoma, da bo tudi več časa dobival žogo, dobival več metov, bo udeležen v večjem delu napadalnih akcij. Ampak dokler bo moral deliti žogo z drugimi organizatorji, tudi njegova statistika verjetno ne bo prišla do izraza in zato se lahko zgodi, da bo nekdo drug postal novinec leta, vendar o tem več v tem drugem delu, bolj izdatnem delu. Za tole kratko analizo pa bo to dovolj, preden pa začneva z Blažem tisto bolj podrobno debato, pa bi vas samo še pozval, da poiščete na našem Sport Info.si YouTube kanalu, Soundcloudu, iTunesih,
Potem še drugi del podcasta o Goranu Dragiću, Miamiju in potencialnem tradu z Minnesoto, kaj to pomeni za Gorana, kaj to pomeni za Miami, kaj to pomeni za Minnesoto. Sedaj pa debata, ki sem jo posnel z Blažem. Živijo, Blaž, pozdravljen, kako si? Dobro, moram reči, da danes sem kar v redu, ja. Kaj je utrujen? Ne, utrujen ne, sem poln energije, poln elana, komaj sem čakal tale podcast. Sicer res, da sva posnela že ene dva, pa so šle tematike tako hitro mimo, da nama jih ni uspelo pravočasno zmontirati, ampak zdaj pa mislim, da bo tista pravi za začetek sezone, še z moje strani, ti pa si že enega posnel, tako da good job, ali kaj naj rečem. Ja, in kot sem zadnjič obljubil, sledi še tale malce daljša analiza Dončićevega poletja in priprav v Dallasu na novo sezono. Ampak morda, Blaž, bi lahko začela na tej točki, namreč razlog, zaradi katerega mnogi dvomijo, da bo Luka tudi na drugi strani Atlantika v NBA ligi postal superzvezdnik, postal taka zvezda kot na tej strani v Euroligi in na evropskih parketih. Razlog, zaradi katerega pravzaprav mnogi tudi dvomijo, da bo postal novinec leta. Ta razlog so Lukove fizične predispozicije. On namreč ni elitni atlet, ima elitni pregled, elitno vodenje žoge, morda, verjetno lahko rečemo tudi elitni met. Njegova tehnika je še posebej za njegova leta, vendar tudi za igralce, ki so 10 ali več let starejši, fantastična. Ni pa tisti super atlet in ponavadi je za status superzvezdnika v NBA potreben tudi super atleticizem. V večini teh primerov gre za elitne atlete, gre za tiste atlete najvišjega razreda, za košarkarje, ki bi lahko tudi kot atleti na najvišjem nivoju na olimpijskih igrah posegli po medaljah v nekaterih kategorijah. Mislim, da nihče ne dvomi, da bi LeBron lahko kar v nekaj kategorijah olimpijskih iger dominiral, ne samo v košarki. Luka pa ni vrhunski atlet. Luka je, mislim, da so v zadnjem času celo pretiravali z določenimi kritikami na račun njegovih atletskih predispozicij. Res, da trenutno njegova kondicija ni najboljša in tukaj bo moral še nekaj časa delati, ampak ko govorimo samo o njegovih atletskih predispozicijah, za njegovo višino, njegovo težo, če upoštevamo njegovo moč, njegovo gibanje, mislim, da je dovolj dober atlet, da lahko poseže po tem superzvezdniškem statusu, ampak ker to v tem trenutku še ni, mnogi dvomijo, da bo to tudi postal, da bo dosegal ta status superzvezdnika, enega izmed recimo 10 ali 15 najboljših igralcev v NBA ligi. To je razlog, zaradi katerega je Luka tako polemičen, to je razlog, zaradi katerega pač dvomijo, da bo postal novinec, nekateri dvomijo, spet. Luka ima svoje navijače, Luka ima svoje pristaše, ampak dvomljivce še vedno ni prepričal, še vedno trdijo, da ko se začnejo prave tekme, se bo videlo, da je prepočasen, da ni dovolj eksploziven, čeprav se jaz seveda sprašujem, gledajo tekme. Ampak brez dvoma tudi taki kritiki so še vedno zelo glasni, zato začniva pri tem vprašanju, Blaž. Kakšno je tvoje mnenje? Ali lahko nekdo, ki ni super atlet, postane superzvezdnik? Mislim, dokazal za to v NBA ligi je bilo že ogromno, ampak recimo Steve Nash je en izmed tah, on ni bil nadpovprečen atlet, ampak je imel pa izjemen košarkarski IQ, ne samo. Je pa tudi res, da pozicija, v kateri je Dončić in v kateri je bil Nash, je precej drugačna. Ne? Dončić se mora ruvati pod obročem z Blakeom Griffinom, pretiravam, ampak pozicija, njegova vloga v moštvu, on dejansko, Luka Dončić je organizator igre v ogromnem telesu in to je nekaj, kar bo težava sedaj v ligi NBA, pa ne mislim težava zaradi tega, ker on ne bi mogel organizirati napada, ampak Steve Nash je imel žogo v rokah. On je lahko svoj košarkarski IQ pokazal, ker je imel žogo ves čas pri sebi, ker je bil glavni organizator. In če so nas kaj zele te prve 3 tekme, ali pa če prvo recimo damo na stran, ki je bila bolj za ogrevanje z pekinškimi racami proti Filadelfiji, če smo kaj lahko videli, je bilo to, da Luka, tudi ko recimo ni Smitha juniorja na parketu, ni primarna opcija, ni tisti prvi ballhander, ne drži prvi žoge, ni tisti, ki bi dejansko začenjal napade, celo Wesley Matthews, čeprav,
tam je sedaj nekoliko drugačna situacija, ki je v pogodbenem letu, ampak tudi on je recimo večkrat prenesel žogo čez sredino kot pa Luka. In težava potem je ravno v tem, da Luka je najboljši žogo v rokah in če žoge ne dobi, potem je težko iz njega narediti super zvezdnika. In ravno glede na ves ta hype me preseneča, da ima recimo temu ne tako zelo veliko vlogo v moštvu, kot bi nekdo pričakoval. Sploh zato, ker na tej kitajski turneji so bili brez Barnesa, bili so brez Jordana in bi človek pričakoval, da avtomatsko, če je stal ona dva na parketu, da Luka pade po lestvici, ker je vseeno rookie, kar se tiče te hierarhije na parketu, ampak ko pa ni v dveh, bi pa mogel biti avtomatsko recimo druga opcija za Smithom juniorjem, recimo glede na to, da je junior že drugo leto v ligi, ampak bilo je tako res zanimivo. Je pa pokazal tudi na teh tekmah, da ko pa je dobil žogo v roke, njegov pregled, njegove podaje, njegov smisel za igro je bil pa izjemen in recimo on je, mislim, da imel poprečje 3 podaj sedaj na teh zadnjih 2 tekmah, ampak bi jih malenkost več, ampak ne dosti več. Ja. 3 cela pa še nekaj. Ja, no in moral bi jih imeti bistveno več, ampak nažalost te napredne statistike še ni, ko so te potencialne podaje, podaje, ki vodijo do prostih metov in take stvari, tega nažalost v pre-seasonu pripravah še ni, ampak v rednem delu se bo to videlo in ogromno njegovih soigralcev je recimo, ko jim je serviral žogo dobesedno na pladnju, ko lepše podaje sploh ne moreš dobiti, potem pa zgreši prazen koš, sam pod košem pa zgreši, ko je sam na trojki in tako naprej. Tako da te 3 podaje so zelo varljive, glede na to tisti, ki smo gledali tekme Dončića sedaj proti Filadelfiji. Se je pa pokazalo to, ne, da njegov manjko atleticizma je bil težava predvsem pri hitri igri. Recimo, ko ga je prijel Simons, ni mogel mimo njega, ker nima tega hitrega prvega koraka, ampak medtem na drugi strani pa v napadu, ko je odigral pick and roll, ga niso mogli ustaviti. Ko je odigral pick and roll, to, kar Matej poudarja v neskončnost, da je on Mozart pick and rolla, dejansko bloke izkorišča izjemno in tam tudi igralca kot sta Simons in Covington, ki sta ena izmed boljših obrambnih igralcev v ligi, mu nista prišla blizu, tako da ima orožja kot tudi pomanjkljivosti in ne vem, kaj ti meniš? Ja, v bistvu si dal zdaj celo vrsto iz točnih točk, ker v bistvu začela so ravno pri tistem vprašanju, ali Luka lahko postane super zvezdnik, kljub temu, da ni recimo nadpovprečen atlet v NBA ligi. In tukaj si ti omenil Steva Nasha kot dober primer in seveda potem Steva Nasha kot primarnega ball handlerja, kot tistega, ki je vodil več ali manj vse napade, in Luka seveda pa tega v Dallasu ne bo počel. In ja, jaz vsekakor glede na to, da recimo na teh 2 tekmah na Kitajskem proti Filadelfiji niso igrali Barnes, DeAndre Jordan in tudi Novicki je še vedno poškodovan, 3 veliki porabniki žog. To, kar sem jaz pričakoval ob vsem, in tukaj bi se navezal na to, kar si ti rekel, ob vsem tem hypu, ki so ga ustvarili in teh visokih pričakovanjih, sem potem pričakoval, da mu bodo tudi žogo primerno dali in možnost, da bo pokazal vse, kar zna zdaj. On pa je na teh tekmah dejansko njegov usage rate, delež napadalnih akcij, ki jih je bil porabil, ni bil med prvimi 3 v moštvu. In dostikrat recimo Dallas igra neke podobne elemente, ki smo jih lahko videli že v slovenski reprezentanci z Dragićem in Dončićem, kjer je recimo Dragić prenesel žogo in potem je Dončić recimo tam nek off-screen action mimo blokov stekel, kakšen weave stekel, da ima razrahljal obrambo in potem šele prejel žogo in začel z organizacijo napada. Takih akcij je kar nekaj in tako vsekakor ima Luka to vlogo sekundarnega organizatorja, vendar sem pričakoval, da bo dejansko več tudi prenašal žogo, začenjal napade, vodil napade. Tega pa verjetno letos, glede na tudi na postavo Dallasa, ne bo veliko počel, ker seveda oni imajo poleg Denisa Smitha juniorja, imajo še J.J. Barrejo in Bransona, še enega organizatorja, ki so ga letos izbrali na draftu. In 3 organizatorji, 3 enke, če si razdeliš seveda 48 minut med 3 igralce, v vsakem primeru kakšnih 20 minut pripada, najmanj mogoče 25 minut pripada Smithu, potem kakšnih 15 minut Barreji in potem kakšnih 8 minut še recimo Bransonu, tako nauče recimo. In ja, vprašanje, če bo Dončić sploh
igral veliko, razen če ne pride do kakšne poškodbe, kot recimo tisti igralec, ki bo prenašal žogo in recimo kot bolj tradicionalna enka začenjal napade, ne kot recimo neka sekundarna playmaking opcija. Zdaj, to pomeni seveda za sabo povleče tudi to, da bo imel manj podaj in ja, tukaj je seveda vprašanje, zakaj ne bi tistega, ki je najboljši, brez dvoma je pa Luka, to, kar si že sam povedal, najboljši, njegov pregled je res vidi stvari, tudi včasih recimo, ko gledaš na televiziji, prevara tudi tebe, ne prevara samo celotno obrambo s svojimi look away podajami, look off podajami, recimo, ko gleda v eno smer, ali pa no look podajami, gleda v eno smer, poda v drugo smer, dobesedno obrambo odpelje tja, kamor gleda in recimo dva igralca gresta na tistega igralca, ki ga on gleda, potem pa sam igralec dobi žogo pod košem. Takih akcij je bilo kar nekaj tudi neizkoriščenih, kjer igralci niso izkoristili podaj, ampak na koncu ti si omenil 3,3 podaje, težko jih bo izbral recimo več kot 5 ali 6 kot sekundarna playmaking opcija. Razdelil si bo podaje s Smithom, razdelil si jih bo z Barejo, razdelil si jih bo z Bransonom. Tukaj sama groba statistika, po kateri mnogi potem tudi glasujejo pri glasovanju za novinca leta, pri podajah ne bo tako impozantna, tako impresivna, kot bi morda lahko bila, če bi Luka bil primarna playmaking opcija, kar sem jaz v bistvu pričakoval. Jaz sem pričakoval, da bo dinamika Dennis Smith Jr., Dončić, podobna bo recimo dinamiki LeBron James, Kyrie Irving pri Cleveland Cavaliersih, ko sta skupaj igrala. Kljub temu, da je LeBron krilo, Kyrie Irving pa seveda klasični organizator enka, je seveda LeBron bil point forward, to, kar bo seveda tudi zdaj Luka igral. Ampak veš kaj, bi se jaz morda samo za sekundo še navezal na tisto, kar si rekel Steve Nash, kot primer seveda neatletskega, oziroma ne nadpovprečnega atleta, ki je postal superzvezdnik. Ne samo Steve Nash, recimo tudi zdaj imaš primere, recimo Harden ni najboljši atlet, o tem sva že govorila, on nima najhitrejšega prvega koraka, tudi Curry recimo. Curry, če bereš njegov draft profil, njegov scouting profil, celo reklamo so potem iz tega posneli, reklamo za njegove superge, kjer so brali njegov scouting profil, kjer je pisalo seveda neatletski, prepočasen, ne bo mogel si izdelati sam meta, podobno kot seveda zdaj nekateri govorijo in pišejo o Dončiću. In to je zdaj pa tisto vprašanje, pri katerem sem jaz začel, skill versus physicality. Tehnika na eni strani proti goli fiziki, atletiki, eksplozivnosti, moči, odrivu, vseh teh lateralnih hitrosti, vseh teh reakcijskih, eksplozivnih atletskih kategorijah. V NBA še vedno recimo so to dve stvari, ki jih na vsakem draftu tehtajo, ker imaš igralce, ki so tehnično podkovani in imaš igralce, ki so izjemni atleti. In pogosto recimo, če izberajo med nekom, ki je izjemni atlet, pa ni tehnično podkovan, raje izberajo tega kot nekoga, ki je že zelo tehnično izdelan, ker seveda pričakujejo, da bo ta precej več napredoval. Ja, ker v NBA-ju velja ta mentaliteta, da pač ne moreš naučiti atletike, ne? Lahko ga naučiš igrati košarko in dejansko v veliko primerih, ko recimo draftajo določene igralce, jih draftajo brez kakršnega košarkarskega znanja, zato ker so, ne vem, freaks of nature. Brez kakršnega koli, ampak pač, če jih primerjamo recimo z Luko Dončićem, pač, pa to je zdaj ekstremen primer, Luka je ekstremen, pa so brez košarkarskega znanja, ampak dejansko mentaliteta je taka, pač vzamemo enega frika narave in pač ga bomo naučili igrati košarko. DeAndre Ayton, letošnji prvi izbor, je morda recimo že en tak primer. Mislim, lahko recimo na nek način damo v to kategorijo, čeprav ni tako izrazit, ampak je bil za mnoge prvi izbor brez pomisleka. On je bil pravzaprav soglasni prvi izbor letošnjega drafta in to ravno zaradi tega, kljub temu, da je seveda tehnično predvsem manj podkovan tudi za centre, ne govorimo samo za, če primerjamo ga z enim playmakerjem, ampak tudi za centre je tehnično zelo slabo podkovan in še zelo surov igralec. Ja, to je tudi pokazal na teh pripravljalnih tekmah, kjer sicer recimo točkovno, kar se statistike tiščejo, je imel izjemno dobro, ampak to je predvsem bila posledica sistema Kokoškova, ki je ves čas igral nanj in svoji igralci so mu pripravili ogromno odprtih metov, sam pod košem, da je samo zabil kakšen alley-oop in tako naprej, medtem ko kakšne centrske tehnike, kaj tazga, pa tega ni bilo videti. Ne. Tako, mislim, Ayton je začel šele pri 13 ali 14 letih igrati košarko, konec koncev, ker je bil pač
impozanten, izjemno gromozanskih dimenzij, izjemno hiter za svoje leta že takrat, so ga pač preusmerili, mislim, da se je celo z atletiko ukvarjal pred tem in so ga potem preusmerili v košarko pri 13 ali 14 letih in šele potem, ko je šel recimo v srednjo šolo v Ameriki, praktično začel igrati košarko in ja, njegovo tehnično znanje je še, mislim, ima še ogromno prostora za napredek, ampak ker gre za tako impozantnega atletskega igralca, ki recimo je do zdaj relativno hitro osvajal določene košarkarske tehnike, predvidevajo, da bo tako šlo tudi naprej in bo zaradi tega tudi njegova tehnika ujela njegovo fiziko in bo potem morda tako kot Embiid med najbolj dominantnimi centri. Ampak trenutno, ja, to, kar si sam povedal, izjemno recimo takih za igralca njegovih dimenzij, njegove velikosti, hitrosti, lahkih košev pospravi v obroč in bo zanimivo videti, če bo tako tudi med samo sezono, med samim rednim delom sezone. Recimo že prva tekma med Dallasom in Sunsi bo ogromno pokazala, ker se bo spoprijel z DeAndrejem Jordanom. Ja, to je nekaj, recimo, če boste gledali Aytonove highlighte zdaj iz teh pripravljalnih tekem, boste videli, da niti enkrat ne da žoge ob tla. Ali pa mogoče dal enkrat ali pa dvakrat, ampak večinoma tudi, ko recimo meče s pol razdalje, sploh ne zavodi žoge, ampak enostavno vrže čez tistega igralca, ki jo pokriva. Dejansko žoge ne upa sploh voditi, mislim, ne zna, no, tako bom rekel. Zdaj enkrat, če javiš, in seveda možno je, da bo vse to razvil in se pravim, potem ima potencial, ampak to je tista debata, kjer sem pravzaprav želel začeti. Fizika proti tehniki, danes sva že govorila o Steveu Nashu, govorila sva, omenil sem Curryja, Hardna, recimo potem imaš, Jokić je tudi tak primer, sicer ne bi njega okarakteriziral za superstara, to vsekakor ne moremo reči, to je naziv, ki je recimo rezerviran za 10 najboljših igralcev lige, morda 15, tako visoko. Jokić ni, je pa plačan kot superstar, je pa Supermax pogodbo letos dobil za 160 milijonov in to je vprašanje, ali lahko Luka postane zvezdnik in zakaj pri njemu je pač več dvomov, tudi zaradi položaja, na katerem igra. On bo igral na krilu, krilni center, krilo. Ti si sam omenil že Griffina in podobne atletske pošasti. Sicer v zadnjih letih ima ogromno ekip, recimo na štirki, kakšnega visokega igralca, ki meče trojke. V Miamiju je skoraj celo sezono, 2 sezoni nazaj, prvi igralec na tem bil Luke Babbitt. Mislim, on je bil začetni power forward v Miami. Recimo zdaj je igral proti Filadelfiji, ki ima Šarića. Šarić je vsekakor med 20 igralci na položaju 4 v ligi, 20-25 nedvomno. Recimo Sunsi, proti katerim bodo začeli sezono, imajo na položaju 4 Andersona, ki nima nobene post igre, tudi žoge ne vodi recimo zelo dobro za svojo višino, več ali manj predstavlja nevarnost samo iz trojke in s takimi igralci se bo Luka lahko kosal. Ampak potem imaš pa tudi krila, kot smo videli zdaj recimo proti Filadelfiji, njega bo pokrival najboljši obrambni igralec na krilu in to je ponavadi pogosto tudi najboljši atlet v ligi in v moštvu, proti kateremu bo igral Luka. Namreč, vse če gledamo, Kawhi Leonard je to, LeBron James je to, Kevin Durant je to, Simmons je to, v Filadelfiji se sem že omenil, pokrivala sta ga Simmons in Covington. Tu sta 2 obrambna igralca, ki sodita recimo med 10 najboljših v ligi na tem položaju, obrambnih igralcev nedvomno. Tako da Luka bo s tem več prostora omogočil svojim igralcem. Tudi na teh tekmah smo recimo videli, Covington in Simmons sta večino pozornosti posvečala Dončiću, oziroma skoraj da vso pozornost, tudi na splošno je bila obramba precej bolj skoncentrirana na Dončića in je Dennis Smith Jr. imel precej več prostora, precej lažje prihajal do recimo odprtih metov kot v lanski sezoni, ko je pa njega pogosto najboljši zunanji obrambni igralec pokril. In to so vse izjemni atleti. Na krilu pa res ni nobenega primera recimo vrhunskega krila, all-star krila, ki ne bi bil konec koncev Jimmy Butler, v katerem bova danes igrala. Recimo je igrala, ne? Govorila. Ja, igrala. O katerem bova danes govorila, je eden izmed teh igralcev že spet, ki bo verjetno Luko pokril, ko bo Minnesota ali pa Miami igral proti Dallasu, bomo videli. Ja, ampak po drugi strani pa je zdaj vprašanje, kaj bo tudi, ko se bo vrnil Harrison Barnes, ne? Kajti on je tudi precej nevaren igralec, tako da ne vem, mogoče se bojo pa te frikišli atletski bolj na njega skoncentrirali. To bo vprašanje. To je zdaj vprašanje, ne? Sam po drugi strani, kar pa daje prednost recimo v primeru, da ga pokriva na šterki, zdaj če tako, recimo, da ga Blake Griffin pokriva na šterki, je to za moštvo precej boljša opcija, ker Griffin realno Dončića pokriti ne more, ker kolikor je frik narave, toliko hiter in gibljiv ni, da bi lahko Dončića kar tako
ustavilo v obrambi, s tem, da on je najboljši itak pod košem in Dončić bi ga itak zvlekel ven potem v napadu. Ne? Tako da v takih primerih imajo oni prednost, ampak Ja, no, ne samo govoriva zdaj o močnejših, govorimo o močnejših forwardih. power forward, zato rečem Blake Griffin, ker to je pač takoj se naslika ta mentalna slika Ja, enega pa res recimo- šli močnega štirke, ki pač lomi vse pred sabo. Lamarcus Aldridge je tudi recimo 211, 212 izjemno močan, on pa ne samo, da ima kompletno igro, recimo pod košem zna tudi zadeti iz razdalje, pol razdalje, trojko. Recimo to je igralec, ki bi Luko zdaj grozljivo zlorabil. In tukaj je seveda potem vprašanje že spet, ne samo koga bo pokrival nasprotni najboljši krilni obrambni igralec, ampak koga bosta od dvojice Barnes in Dončić, kdo bo prevzel trojko, kdo bo prevzel šterko, v kakšnih situacijah. Mislim, da bi bila utopija, da bi zdaj recimo na Griffina ali pa na Aldridgea, pa še nekaj podobnih igralcev je, ki so recimo preprosto premočni za Luko v tem, da bi jih on pokrival. In v tem primeru seveda pričakujem, da jih bo Barnes prevzel. Ampak to je seveda, ravno to je pa še en problem. Te tekme, kot sem že omenil, igrajo vse pripravljalne tekme, Barnes ne bo igral na nobeni pripravljalni tekmi, vprašanje, če bo pripravljen za prvo tekmo sezone. Novicki se že ve, da ne bo pripravljen za prvo tekmo sezone, bo rabil verjetno še kar nekaj časa, morda celo kakšen mesec ali več, da pride nazaj, vsekakor pa vsaj še 10, vsaj še nekaj tednov. DeAndre Jordan bo odigral to zadnjo, on je zdrav, zaradi smrti v družini se ni udeležil te turneje po Kitajskem, ampak tudi on bo na koncu odigral samo 2 tekmi, z Dončićem v tem samo eno proti pravemu NBA moštvu, tisto proti kitajskim racam oziroma pekinškim racam ne bomo šteli. Tako da neuigranost bo vsekakor problem in tukaj tudi ne moremo, recimo, nismo dobili še določenih odgovorov, ki smo si jih zastavljali pred temi tekmami. Nažalost nismo dobili odgovorov, zato ker nismo videli kompletne postave. Manjkata 2 od 5 članov, seveda startne peterke. In še Dirk Novicki, ki bo pa verjetno prvi igralec klopi, njihov 6. igralec, torej še vedno v pomembni rotaciji, on bo Jordana verjetno menjal na položaju centra, zdaj že prepočasen za šterko. Vsi te manjkajoči igralci v rotaciji predstavljajo tudi določeno težavo za napovedi za naprej, ker seveda ne vemo, koliko žog bodo porabili in to je ena izmed stvari, ki malce povzroča težave. Recimo tudi pri kakšnih napovedih Dončićeve statistike v prihodnji sezoni. Zdaj, na prvih 3 pripravljalnih tekmah je Luka igral nekaj manj kot 30 minut, 29 minut, v tem času dosegel 14 točk ob odličnem 50% metu iz igre, 46, več kot 46,2% metu za 3, potem še 5,3 skoke, 3,3 podaje, 4 izgubljene žoge, nekam veliko izgubljenih žog, ampak o tem sem tudi že zadnjič pregovoril, mislim, da to med sezono ne bo tako velik problem. Ena ukradena žoga in skoraj 2 blokadi. V obrambi je dobro igral na teh tekmah, se je dobro spopadal s temi štirkami, katerimi se je moral zdaj spopadati, ampak seveda sva omenila, da bomo videli, kako bo pa izgledalo to na tekmah, kjer bo moral se spopasti s kakšnimi močnejšimi štirkami. In koliko moči. LeBron, tisto, kar jaz recimo ves čas razmišljam, je to, da recimo LeBron vedno ponavlja, kako on ne želi igrati na šterki, ne želi pokrivati šterke, še posebej ne želi pokrivati kakšne small ball petke ali boh ne daj, da bi igral kaj na centru, ker mu to pobere preveč moči za organizacijo, za vodenje žoge in če on to vedno trdi, kaj bo potem šele z Dončićem. Zaenkrat je izgledalo dobro, se pravi, liga se spreminja. Ogromno je teh stretch four igralcev, to je zdaj skoraj da prototip igralca na položaju 4, torej visok igralec, ki meče trojke in to lahko Luka pokrije. Ampak še vedno je pa veliko ekip, ki pa imajo recimo kakšno močno šterko, saj sva rekla, recimo ravno Griffin igra z Drummondom in to je rotacija na 4-5, ki je mislim, res živalsko močna in tukaj kakšnih small ball opcij ne moreš izkoriščati in Luka to dajati na petko, kot je nekaj minut igral proti pekinškim racam. Ampak statistiko, če se tukaj zaostava še malo in se zazreva recimo proti napovedim za novinca leta, nekaj sva o tem že spregovorila pri Aytonu, ampak ni Ayton edini protikandidat Luki, čeprav sta Luka in Ayton sta glavna kandidata na večini stavnic.
Ja, po stavnicah sta tam, ne. Luka ima, mislim, da kvoto 4, DeAndre Ayton 4,5, tako da to je tam, ampak če bi jaz mogel dati roko v ogenj, kdo bo na koncu v teh dveh imel več glasov za rookie leta, bi jaz rekel, da Ayton, no. DeAndre Ayton je na teh pripravljalnih tekmah najboljši strelec med vsemi igralci, ne samo med rookie, tudi največ skokov med vsemi igralci pobere, odličen procent meta ima, v vseh številkah zelo dominanten, 20,5 točk na tekmo v približno istem igralnem času, minuto več igra na tekmo kot Luka, 30 minut, in kot sem dejal, 20,5 točk, 59,3% met iz igre, 11,5 skokov, 1,8 podaja, ena ukradena žoga, 2,5 blokadi. Mislim, če bi podarjevali nagrado za najboljšo statistiko pripravljalnih tekem ali pa MVP-ja pripravljalnih tekem, no, MVP-ja si ne bi prislužili, Sunsi so skoraj da izgubili proti New Zealand Breakersom in ne igrajo dobro na pripravljalnih tekmah, vendar to je problem tega, da nimajo nobenega organizatorja. Dobro, sam premagali so pa Golden State. Ja, premagali so Golden State. Ja, lej, Golden State so premagali, ne. Mislim, jaz mislim, da jim lahko ne v polni postavi in Larry O'Brien trophy. Tekmo, ja, so v neki small ball peterki igrali. Ne, Kokoškov ima zelo težko nalogo letos, tako mimo grede za omeniti, namreč so že odpustili generalnega direktorja moštva, pa se sezona še začela, ni generalnega direktorja, ki je pa sestavil to trenutno moštvo, sicer morali bi ga odpustiti že leta nazaj, to je ista oseba, ki je recimo tradala stran Dragića in Isaiah Thomasa, obdržala pa Bledsoa, pa ne samo Dragića in Isaiah Thomasa, ta dva je tradala, zraven še zelo dragocen pik od Lakersov, ki je imel zaščito samo za prva 3 meseca in zato so nazaj pripeljali Brandona Knighta. Mu dali $70 milijonov, oni pa nič igral, ko je igral, je bil pa totalno za nič. Tako da ta podobnih potez tega generalnega direktorja je bilo pa še ogromno. Njegov največji problem je to, da ali ima ogromno igralcev na istem položaju ali pa nima nobenega. Vsi vemo, takrat, ko je Dragić igral, so pripeljali še Bledsoa, pa še Isaiah Thomasa. In 3 igralce na enki, Dragić je bil pa recimo sezono predtem All-NBA igralec. Potem mu pa pripeljajo še Isaiah Thomasa in Dragića dajo na krilo. Zdaj nimajo pa nobenega organizatorja, niso imeli par let nazaj nobenih kril, zdaj imajo pa 5-6 kril v moštvu, tako da je pa nobenega organizatorja. In te pripravljalne tekme so pokazale, da Sunsi bodo imeli ogromno težav, sicer res, da igrajo tudi brez Bookerja in ko Booker pride njihov najboljši igralec nazaj, bo vse skupaj nekaj bolj izgledalo, ampak če bi sklepal samo po teh pripravljalnih tekmah, recimo kako so jih skoraj da Breakersi premagali na koncu, tudi v ostalih tekmah, ja, bi rekel, da vidi se, da nujno potrebujejo, krvavo rabijo enega organizatorja in zato so se tudi pojavljali v nekih pogovorih za Dragića, ampak o tem morda malce več kasneje, še ko bo govorilo o tradu, čeprav trenutno, recimo, ko govoriva o Aytonu, je situacija taka, da ogromno igrajo na njega. On je tudi skoraj 14 metrov na tekmo vrže. Dončić jih je recimo do zdaj vrgal manj kot 9 in tudi usage rate, če primerjamo recimo delež napadanih akcij, ki jih porabi posamezen igralec, jih Ayton porabi skoraj da, oziroma več kot 4% več kot Dončić. Torej ima žogo več, že spet več dotikov, večji del napada je, tako da ja, ti si omenil zdaj te betting odds-e, Dončić in Ayton sta na prvem in drugem mestu, Dončić je na prvem mestu na večini stavnic, ampak verjetno glede na to, ne vem, no, kaj misliš? Mislim, jaz bom tako rekel, veliko bo tudi vplival na to, kakšna bo pozicija moštva v ligi. Zdaj bom rekel, če bo Dallas bistveno boljši od Phoenixa in da bo Luka imel neko solidno statistiko, bi znal biti v teh pogovorih, pa tudi med glavnimi favoriti za rookie leta. Mislim, v končni fazi, če tako pomisliš, ne, kaj ti pomaga, da si recimo Phoenix, pa si na zadnjem mestu, pa ima Ayton, ne vem, 25-10 statistiko, 25 točk, 10 skokov, pa si zadnji, ali pa če si recimo Luka in imaš statistiko, ne vem, 15-7 recimo, ne, pa to je že mogoče glede na vlogo, ki jo bo imel, mogoče že mal preoptimističen napoved, saj z moje strani glede njegove statistike, ampak recimo, in da se Dallas uvrsti v playoff, mogoče celo še kakšno mesto više, tja, potem je za moje pojme Luka MVP, ampak
Sedaj je vprašanje nekako... Rookie leta, ne Ja, MVP. ja, no, MVP saj- rookiev. MVP rookiev, to sem mislil, no. Ne, MVP, tisto bo drug let. In dejansko mislim, da bo tudi to veliko vplivalo na to, no. In nehvaležno je to govor sploh zelo na začetku, ampak če bi recimo se samo potem v pre-seasonu mogel ravnati, bi prej rekel, da bo Ayton Rookie of the Year, ampak ena stvar, ki pa tudi ne smejo pozabiti, je, da je veliko še dobrih igralcev, ki niso Luka Dončić in pa DeAndre Ayton in zelo hitro se lahko zgodi, da bo kdo presenetil. V končni fazi lani Tatum, Mitchell pri Utahu, to sta bila dva igralca sedaj na pamet, ki sta pač pozitivno presenetila in bila bistveno boljša, kot se jima je napovedovalo, a ne. Rookie of the Year je bil potem Simons, ki bo tudi letos verjetno konkuriral za to nagrado, ampak okej, ne. Ja, ne, lani je recimo bil na stavnicah glavni favorit za naziv novinca leta Lonzo Ball, že omenjeni, s katerim sem že vlekel paralele, še ena paralela, ki jo lahko povlečemo, kar se tiče hypa. Tudi Lonzo Ball je visok organizator, sicer on dejansko igra na položaju številka 1, je nekaj hitrejši od Dončića, zato lahko pokriva tudi enke in je dobro igral lani v obrambi, kljub temu, da so mnogi pričakovali, da ne bo, in je bila to še ena stvar, recimo, če ga primerjamo z Dončićem teh pripravljenih tekmov, tudi Luka dobro v obrambi, ampak v vsakem primeru upam, da bo na koncu imel boljšo sezono kot 10-7-7 kot Lonzo. S 7 skoki in 7 podajami ne bi bilo nič narobe, pravzaprav mislim, da je to celo mogoče malce veliko za njega in mislim, da ta recimo statistika, ki jo je imel zdaj, glede na to, da je igral, jaz mislim, da bo na koncu igral tudi med rednim delom sezone približno 30 minut na tekmo. Zdaj je igral približno 30 minut, igral je tudi brez, sva že povedala, 3 pomembnih igralcev v rotaciji, 2 ključnih starterjev in tudi ogromnih porabnikov žog. In lahko zato sklepamo, da je recimo ta statistika, ki jo je imel zdaj na teh pripravljalnih tekmah, ki sem jo že omenil, pravzaprav tudi statistika z izjemo podaj. To sva pa oba dodala, bo recimo blizu njegovi statistiki med rednim delom sezone, namreč treba je omeniti, zdaj je on metel 50% iz igre, 46, več kot 46 za 3 na 3 pripravljalnih tekmah in to zagotovo, ko se sezona začne, on ne bo 46% metel za 3, procent bo padel tudi iz igre, ne bo imel 50%, procent bo padel in glede na to, da je zdaj vzel recimo manj kot 9 metov, jaz ne pričakujem, da bo imel več kot 10 metov na tekmo in tako bo zelo težko dosegel recimo več kot 14 točk, nekaj takega, glede na pozicijo, ki igra in glede na to, da njegov usage rate gre seveda dober, velik delež njegovih akcij, njegovih napadalnih akcij, gre za playmaking, gre za podaje. Če potem gledamo procent podaj, procent akcij, ki jih on kot čas podaja, mi je seveda recimo še višji kot pri Denisu Smithu juniorju, čeprav Dennis Smith junior več igra žogo. In kar se tiče gole statistike, bo imel Ayton precejšno prednost. In se strinjam s tabo, Phoenix bo verjetno na koncu, oziroma skoraj da zagotovo v slabšem položaju kot Dallas, bojo slabše moštvo kot Dallas, seveda, če ne pride do kakšnega trejda, sprememb v rosterju, bo Kokoškov težko kakšen čudež naredil, če nima nobenega top 30 organizatorja, nobenega igralca, ki bi mu lahko zaupal vlogo prvega organizatorja v NBA moštvu. On ima organizatorje, mislim, roko na srce, niti v Euroligi, nobenem, dvomim, da bi lahko v katerem koli evroligaškem moštvu igralci, ki jih ima sedaj, igrali vlogo prvega organizatorja. Morda Kanan, recimo, ki je dovolj izkušen, ampak ne pa recimo v top 8. Nikakor ne v kakšnem Realu, v kakšnem Fenerbahčeju, v Barceloni, Žalgirisu, pa niti Najkosu, Olimpijakosu, govorimo o najboljših ekipah. Zato ja, jaz bi v bistvu Aytona v vsakem primeru zaenkrat dal na prvo mesto za glavnega favorita. Kljub temu ti si omenil še tudi igralci, ki so recimo dobro igrali na pripravljalnih tekmah ali pa bodo imeli naslednjo sezono dovolj možnosti, da se dokažejo, Sexton, Knox, Bagley, tudi Trae Young. In Trae Young je recimo podoben primer kot Ayton, oba bosta igrala v slabih ekipah in bosta imela ogromno žogo, ogromno dotikov, dobivala ogromno priložnosti in zaradi tega, če bi po teh pripravljalnih tekmah sklepal njegovi vlogi in vsem tem, moram reči, da se tukaj strinjam s tabo, da je Ayton verjetno favorit, da Dončić ne bo imel lahke naloge,
Bo pa v vsakem primeru, mislim, da ne govoriva zdaj, kdo je boljši igralec. Jaz mislim, da tukaj ni nobenega dvoma. Vse so že prej povedala, da je Ejton še zelo limitiran igralec tudi v obrambi. Dela neumnosti in napake. Ja, kljub 2,5 blokadama to ne prikaže ravno njegovega obrambnega doprinosa. Tako, če recimo statistika pri Dončiću ne pokaže vsega, kar dela on na parketu, lahko rekli pri Ejtonu ravno obratno, statistika deluje precej bolje, kot pa moštvo igra in kot on recimo pripomore moštvu. Čeprav, da me ne bo kdo narobe razumel, dobro igra po mojih pričakovanjih, igra točno tako, kar sem jaz pričakoval, glede na to, kar sem videl na koledžu. In jaz mislim, da bo ravno zaradi tega, ker pa tisti, ki ima najboljšo statistiko, dobi naziv Rookie leta. In tukaj zato še en argument, zaradi katerega pač mislim, da bo verjetno Ejton na koncu tudi postal Rookie leta. Seveda pa Luke nikoli ne smemo odpisati, čeprav moram reči, da lani sem napovedal, da se bo boril za MVP-ja v Euroligi. Letos tudi mislim, da se bo boril za Rookie leta, ampak bolj sem bil siguren pri tem, da bo postal MVP Eurolige, kot pa pri napovedi, da bi postal Rookie leta, tako bi rekel. Ja, ampak zdaj, ko govorijo o Rookie of the Year na eni strani, na drugi strani lahko mogoče zdaj presedlavaš še na drugi konec države, na vzhodno konferenco Goranu Dragiću. Morda se nekoliko ustavlja pri tem, ali ima večje šanse, da bo on postal All-Star, kot pa Luka Dončić Rookie of the Year. In moje osebno mnenje je, da mislim, da so možnosti kar tam. Glede na sestavo moštva Miami. Tako, to je bil prvi del podcasta o Luki Dončiću. Mislim, da je ta topika sedaj zaključena do začetka rednega dela, ki se, kot sem omenil že na samem začetku, začne v sredo. Po premierni tekmi Dončića seveda tudi nov podcast, reakcija, takoj po tej tekmi. Jutri pa ne spregledajte tudi drugega dela podcasta, ki smo ga, tako kot ste verjetno slišali, začeli ravno z vprašanjem, ali ima večje možnosti, da Goran Dragić še enkrat postane All-Star, ali pa da Luka Dončić postane novinec leta. S tem vprašanjem pa smo začeli drugi del podcasta, v katerem smo podrobno razdelali Miamijeve poletne poteze in pa tisto, kar je sedaj najbolj aktualno, trade, ki se pripravlja, ki se napoveduje med Miami in Minnesoto za Jimmyja Butlerja. Ali bo Goran ostal, ali bo Goran odšel, več v drugem delu podcasta, ki bo pa na voljo jutri. Skakalnice, kako daleč bo poletel blizu svetovnega rekorda. Ali je to nov svetovni rekord Petra Prelca in zmaga? Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa. 250 metrov.